Župan je sredi burne razprave o rebalansu proračuna za leto 2018 svetnike spomnil, da še nikdar v 27-letni zgodovini občine svetniki rebalansa niso potrjevali po dvofaznem oziroma daljšem postopku. Svetnikov kljub vsemu ni uspel prepričati. Prav je, da se o tej razliki opravi širša razprava. V skrajšanem postopku, kot je bil predlagan, ni bila mogoča razprava, lahko se vlaga samo o amandmajih in se lahko razpravlja samo o njih. Širša razprava ni mogoča. Prav je, da se o tej velikem razskoku 2 milijonov evrov opravi širša razprava, da se iz prve do druge obravnave, da uprava poda njihove mnenje, predloge, odgovori na vsa vprašanja in potem se v drugem branju ta zadeva zaključi in pa sprejme. Podžupan Pelko v želji po dvofaznem postopku sprejetja rebalansa za leto 2018 vidi predvsem politično igro. Argumentov normalnih zato seveda ni. Edini argument je lahko, da so pred nami parlamentarne volitve, nekateri svetniki bodo kandidirali v državni zbor, pa hočejo na ta način malce nagajati. Očitno si želijo, da bi neka dvojna razprava bila, da bi lahko dodatno napadali župana in tako naprej. Dejstvo pa je, da rebalans ni samo mrtva črka na papirju. Rebalans je v bistvu popravek proračuna, ki ga že izvajamo, in v rebalansu dejansko se dotika vseh občanov v tem mestu. Naprimer, v rebalansu je predviden nakup gasilske lestve in kolikor danes ni sprejet po hitrem postopku, bomo čakali še kakšen mesec dni, da bomo lahko šli v izvedbo tega. Tu je še en kup nekih zadev, katere so predvidene in žal ne morejo biti realizirane v tem času in izgubili bomo en mesec, ki je pa lahko dragocen, ker nekatere zadeve se ne morejo dobaviti v kratkem roku in trajajo dlje časa in mogoče sploh ne bo v tem letu realizirane. Izglasovani dvofazni postopek sprejetja rebalansa, ki se bo tokrat zgodil prvič v 27 letih, po besedah podžupana pomeni: še en mesec kalvarij in čakajo na začetek nekih projektov, en mesec ne moramo nečesa naročiti, en mesec se nekatere ceste še ne bodo začele obnavljati, čeprav na primer Nigrad čaka, Nigrad ima stroje in delavce je pripravljene, ampak ne more iti v delo, ker nima tega v rebalansu potrjenega, ker se gospoda odločila, da bo še malo čakali, da bi malo ne vem kaj, brez kakršnihkoli resnih predlogov, zgubimo en mesec, recimo en mesec, ki pa je zelo dragocen. Kljub problematiki sprejetja rebalansa za leto 2018 so svetniki večinsko pozdravili odlok o občinskem prostorskem načrtu za gradnjo novega sončnega doma na Pobrežju. Občina se torej le zaveda problematike staranja prebivalstva. Ker poznam razmere, sem več kot vesela in zadovoljna, da se najde še kdo, ki bo poskrbel za širitev. Res je 60 postelj dodatnih, celo lahko rečem kaplja v morje, ampak en korak k napredku pa gotovo je in pa seveda tudi predvsem varovana stanovanja, ki jih meščani in meščanke mesta izredno potrebujejo in se na njih čaka. Svetniki so med drugim potrdili še novelacijo načrtovane investicije za izgradnjo podvoza v Ljubljanski ulici, kar je osnova, da bo Ministrstvo za infrastrukturo, ki je z mariborsko občino financer projekta, lahko podpisalo pogodbo z izvajalcem gradnje. Celotna vrednost projekta je iz 9,1 milijona evrov narasla na okroglih 10 milijonov. Mariborska občina bo za izgradnjo podvoza, ki bi se lahko začel graditi v poletnih mesecih, končal pa leta 2020, prispevala 4,4 milijona evrov. Poleg podvoza občina načrtuje še prenovo železniške postaje Tabor in izgradnjo krožišča, kjer se križajo Ljubljanska ulica, Moše Pijade in Masarykova ulica. Druga obravnava rebalansa proračuna, na kateri se bodo z amandmaji postavke še nekoliko spremenile, bo najverjetneje sredi maja.